Naš pogled. Pozdravljeni. Naš pogled, no tokrat bo tole skromen, nič globokoumen, moj pogled, poslednji v starem letu, pišem v, po mojih merilih, idiličnem razpoloženju in okolju. Doma sem, kolikor vem, so meni ljubi dobro, srce in misli niso vznemirjene, sem na toplem, čeprav zunaj zmrzuje. Nekaj prostih dni imam še na zalogi, kar me veseli in se jih veselim, preden otečejo v konec praznikov in me spet začnejo loviti vsakdanjosti, ki pa mi mimogrede sploh niso odveč, ker mi to nudi neke vrste pomirjenost. Če stvari tečejo, pomeni, da se ne spotikam in ne zadevam v težave po nepotrebnem. To je, glede na mnoge mogoče ne tako prijetne scenarije, kar velika reč. Pa naj se vrnem v trenutek. Dnevu že pojenja sapa, zunanje svetlobe je vse manj, notranje praznične luči pa zato ob vse izrazitejši premoči počasi mehčajo prostor. Razpoloženje oblikuje tudi Tibetsova glasba, ki igra v ozadju. Razmišljam, kaj zapisati oziroma o čem pisati, kar bi imelo smisel. Naj se ozrem nazaj v 12-mesečje ali bo dovolj pogled v ta trenutek. Naj bo nekaj obojega. Saj običajno in neizogibno, čeprav v trenutku zavedanja in osredotočenosti na tu in zdaj, pogosto v skokovitih miselnih skokih izmenjaje prihajamo iz preteklega v čas, ki šele prihaja. V prepletu trojega smo, brez preteklosti tudi tega zdaj ni. Ker pa smo bitja rasti in razvoja, misli uhajajo tudi v načrte in želje, upe in hrepenenja. Preteklo me določa, loči od drugih, me opisuje, čeprav seveda ne opiše povsem. Ljudje smo veliko bolj kompleksni. Veliko škode naredimo drug drugemu, ker se tega ne zavedamo dovolj. Nismo samo to, kar drugi presodijo. Sodi, če že kaj, naj celota. Te pa nihče o nikomer ne pozna. Še sebi smo včasih tujci in se v lastni koži ali v svojih besedah, dejanjih ne prepoznamo. Tudi v teh zmotah ali dvomih je prihodnost lahko uteha. Daje upanje, slednje pa moč za spremembe ali sprejemanje. Ko razmišljam o letu, ki mineva, je tudi to prineslo mnogo vsega. Sem pa hvaležna, ker če bi tehtala med dobrim in tistim ne tako, bi se leto, kot se je zapisalo zame, vsekakor nagnilo v dobro, kar sploh ne pomeni, da ni bilo pretresov. Hvaležna sem, da ni bilo preveč takšnih, kar bi na tehtnici prevagalo v negativno. Seveda sem bila tudi to leto razočarana in sem razočarala, doživela krivico in jo komu žal storila tudi sama. Pa vse ostalo, kar sodi v zdrse sobivanja in odnosov s seboj ter z drugimi. Bilo pa je tudi leto obujanja, pomiritve, novih spoznanj in polno čudovitih, zanimivih, posebnih, svojstvenih ljudi, osebnosti, ki so vstopali v moje življenje ali se ga zgolj rahlo dotaknili, a pustili odtis. Hvala vam, da z vami in zaradi vas lahko še bolj spoznavam življenje. Glasba se je med tem zapisovanjem izpela, skoraj povsem se je znočilo zunaj in preostane mi le še, da ne bom predolga in preosebna želja. Želim pa vam utirjenosti, biti v sedlu, biti v tirnicah, da nas izzivi in preizkušnje ne izvržejo, je ključno. Bodite utirjeni v tisto, kar vam to gotovost in objem življenja daje. V hvaležnosti do starega, z radostjo v novo. Naš pogled sem zapisala Nataša Ličen. Naš pogled.